Na odprtju druge naravne skulpture Mama narava smo. Najprej tudi sama si mama. Kaj se ti zdi pomembno pri vzgoji teh malih ljudi? Kakšne vrednote želiš podati naprej? Da smo spoštljivi do narave, da jo imamo radi, da delamo z njo, živimo od nje, da znamo delati z njo, si pridelati hrano in pač jo spoštovati. To bi naučila. Mislim, to si želim naučiti Kalinu. Takšen projekt se verjetno nastane najprej v glavi, potem pa se ga ustvarja še tedne, kot mesec, kot si rekla. Kakšen je tvoj proces? Kam greš po inspiracijo, pa kako naporna je ta izvedba? V bistvu smo mi kot neki prenaševalci oziroma dobimo message, sporočilo iz nekega kolektivnega nezavednega v sanjah in smo kot nek prevodnik in ustvarimo, kar že itak ustvarjamo. Tako da na nek način se učimo od narave, ona je naša največja učiteljica in ji v bistvu pol s tem darujemo nazaj, da ustvarjamo in da živimo tako, kot želimo. Dona, pomagala si zraven plest pri Mami naravi. Kak je bil proces celoten? Ja, je ena taka delovna izkušnja. Biti recimo dan za dnem zunaj v naravi, na zraku, delati s telesom, ne samo z možgani in pač gledati, kako se počasi naplete, mogoče iz tedna v teden, pa vmes so vejice pozelenele, tako da nam je dal dodatno motivacijo. Zrasla je pa zdaj tako, kako je. Pozdravljeni in dobrodošli na okrogli mizi Kunigunda, ki vedno srcali tisto, kar je potrebno. Naj tudi omenim, glede na to, da smo pred dnevi tukaj gostili monodramo od Stohe, recimo se mi zdi ta predstava tudi zelo vzgojna, ker lahko ustvarjalci tudi v procesu ustvarjanja in tudi v končnem izdelku podajo neka vzgojna sporočila. Ja, na nek način mejo med profesionalno in ljubiteljsko kulturo, ne? To še vedno velja nek stereotip, da ljubiteljska kultura, bom povedala, manj vredna kot profesionalna. Zdaj se cel cajt branimo, ne, saj nismo paraziti, ne, saj res nismo, ne, in govorim in to ponavljamo in tako naprej, ne. Tudi ljudi, ki imajo jasno postavljeno poslanstvo, vizijo in pa tudi cilje, kam bi si želeli v prihodnje priti. Kot organizator, če vidiš na prireditvi 5 obiskovalcev, pa ne bo to kakršnakoli oblika prireditve, si verjetno zaskrbljen. Mogoče to, da je danes že marsikaj dostopno na spletu, lahko se zdajle odločite, pa greste, ne vem, na koncert od AC/DC ali pa Ariane.